Tole so listi od judeževca. To zraven judeževca pa cveti pravkar indijska lagerstemija. Tale ima kar take zanimive barve, cvetove. Tisto tamle je araukarija, letnik 2003, vzgojena iz semena. No, pa gremo k naslednji lagerstremiji. Imamo ne 3-4 posejene okrog hiše. Tale ima pa bolj vijoličaste cvetove. Zdaj, močneje se jo obrezuje, aha, tudi čebele grejo gor. Močneje se obrezuje, večji so cvetovi, ne, bolj košati, večji. To še bo vse cvetelo, tako da še v septembru bo najverjetneje cvetela. Začela pa cveteti pred kakim tednom dni. Izrazito lepo deblo je letos naredila. Takšni oranžni odtenki. Zdaj prek kamere se mogoče to ne vidi tako lepo. No, da pokažem, kakšne velikosti je to cvet. Moja roka ni mala. Tudi čebele grejo gor, sem opazil. Zdaj sem jih malo prepodil. Sicer tak, da bi hudo ljubile te cvetove, to ne. Tako, aha, to so še pa letos eksperimentalno posajeni jajčevci, velonce, v čisto navadno vrtno zemljo. Malo jih je toča poklestila. To velikolistna magnolija iz Severne Amerike. Gremo še te do moje zbirke ginkgotov, najstarejših dreves na zemlji. Tako, tole je araukarija, čilijska jelka, poreklo. Tako sem že rekel, Čile, Južna Amerika, tudi v Argentini rastejo. Tole je albicija, julibrisin. Tole je taro, kolokacija, malo žitne korenine, tuberje. Mislim, da tudi jim rečejo slonovo uho, ker listi so res gromozanski. Toča jih je natukla. Tako. Kaj še imamo tu tak posebnega? No, tule je še ena lagerstremija, indijska. Tudi taka pinki odtenek. Iz semena pač dobi se raznolike sadike, ne. Tule je Adam. To, drevesni paradižnik ali tamarilo, to sem dobil od ene gospe, za kar se ji zahvaljujem. Ima užitne plodove, tako da čakam, da bo pričela cveteti. Tale avokadovec je visok že okrog 2 metra. Ne pričakujem plodov od njega. Potem tole so pa ene prave akacije. To sem posejal pred kakšnimi 20 leti, ne. Tako da to že 20 let raste v loncu, tudi cveti. Nešplo verjetno poznate.
Tule je bil lovor, oziroma še vedno je, ampak bil je precej večji, ampak ga je odnesla letošnja zimska zmrzal. Tule so mi vse kar kaki, ko jih po zimi jem. Tule en ginko, ki se mi je pred mnogimi leti odkotalilo seme v rob škarpe in je skalil, pa sem ga pustil. Zdaj edino kaj režem ga. Tole je bambus, obrezan. Tole so močvirske ciprese. Tole so sajančki raznih dreves. Tole so na primer kanadske čuge. Tole so eni bori, ki so jih pred kratkim odkrili v Turčiji. V bistvu gre za črni bor Pinus nigra, ampak piramidalis, bolj piramidno raste. Tole so gorske čuge. Tole imamo tempeljske bore. Tole je nekaj himalajskih smrek. Tole so obalne sekvoje. To je eno posebno drevo, Franklinia alatamaha, poreklo Severna Amerika. Ima lepe cvetove. Ampak zanimivost tega drevesa je, da so našli le eno drevo na vrtu, ne vem točno koga, no. In vsa drevesa, ki danes rastejo po celem planetu, ki so bila razmnožena, so razmnožena od tistega enega drevesa. Tako, tole so pa asimine. Tako poteka kaljenje asimin. Tole je himalajski bor. Tole je ruševje, alpski bori. Tole so douglazije, tudi to je ruševje. To je ena nova zadeva. Chimonanthus pozimi cveti, lepo diši. Tole so mlade koningamije, kitajske soličevke. Tole so kriptomerije. Tole so obalne sekvoje. Tako. Zdaj pa treba vzeti lojtro pa pogledati, kaj je gori na regalčku. Kaj je na regalčku. Tako. To v teh dveh koritih so gozdne nise, nisa silvatica. Jeseni se izredno lepo obarvajo v rdeče škarlatno barvo. To je gutaperčevec. To je edino drevo zmerno toplega pasa, kateri ima v listih lateks. Tole bom riskiral enega mladega, no zdaj se ni tako to videlo. Tole so hrasti plutovci. Tam so eni kitajski cedrovci, vmes so še eni hikorije. Tako, samo pa obrnil sem. Tole so mlade čilske jelke, araukarije, potem arizonske ciprese, himalajske ciprese, mladi mamutovci, Sequoia dendron giganteum. Ja, to so v bistvu največji organizmi na zemlji, ki zrastejo tam lahko v debelino do 10 metrov, primer debla. Na koncu so pa cedre. Nekaj je himalajskih, nekaj je pa atlaških, nekaj je pa sajančkov od ene cedre, prekrasne, ki raste na Jeruzalemu pri Ormožu. Tako, skoraj sem pal. Tole kalijo magnolije, velikolistne. To sem nabiral želode pri sveti Ani.
tam ko raste hrastoplutnik, zimzeleni hrast. Čeprav dvomim, da so to bili želodi od tistega drevesa, ker zraven raste tudi ceri. No pa bomo videli, no, če bojo listi ostali zeleni tudi po zimi. Tukaj še čakam na neke zadeve. To, ne boste verjeli, klični listi od lipe. Tudi jaz sem bil presenečen nad njimi. Tukaj kalijo virginski kakiji. Tule je ostanek orjaških klekov. Ostale so vse pavži pojedli. Potem je tukaj Abies procera ali Nobel jelka, kaki reče. Tule imamo nekaj kriptomeri. Tile floridski dreni nekako ne želijo kaliti. Tako. Gremo še. Tule je v bistvu hiralnica. Sadike, ki so doživele kakšen stres in nekako niso najlepše rasle. Pa sem jih dal tukaj sem, da se malo opomorejo. Tako. Tole so negnoji, nekaj ne paše. Albicije. Tole so sajančki davidije. Močvirski cipres. In na koncu kitajskega cvetočega kostanja Xanthocera cerbifolium. Dobro, to je to. Tole še kaj lahko pokažem. Tole so arizonske ciprese. Metasekvoje. Tole zraven pa niso metasekvoje, ampak so močvirske ciprese ali močvirski taksodiji. Zdaj, nekdo, ki tega ne pozna, misli, da gre za isto zadevo, ampak ni. To so božja drevca ileksi. Tole so toreje. Toreja nucifera. Japonska toreja. V bistvu eno drevo raste v Budinah. Od tam sem nabral seme. Kar redko drevo. Tole so patise, kefalotaksasi. To sem dobil semena od enega gospoda iz Okoške gore. Tole so sitke, največje smreke na planetu Zemlja. Zrastejo do 100 metrov. Tole so pa predvsem srebrne smreke. No, zdaj pa, če še gremo malo listov, cvetote tega. Tole so listi od kitajske pistacije. Tole je japonska sofora. Cveti julija. Primerno za čebele. Tole so maklure. Sorodniki murf. Ima trne. V izumah bodeče žice se je to uporabljalo za ogrevanje pašnikov po Severni Ameriki. Raste po celi Združenih državah Amerike, čeprav izvira naravno samo v eni zvezni državi, ampak zaradi ogrevanja teh pašnikov so jo zanesli po celotni državi. Tole je gledičija triakanthus, kar pogosto sadijo po mestih. So tisti dolgi, rjavi, cvetleči fižoli, tudi za čebele primerno. Ameriški xanthoksil. Taki bodičasti grm. Zdaj, če tale plod malo pogrizljate, bom pa malo jezikom mrtvičil vse, pa ustnice. Tole latnati mehurniki so to. Cvetijo julija, primerno za čebele tudi. Tule je nekaj amurskih plutovcev. Potem so to ameriške kladrasti, nekaj jim letos ne paše najbolj. To so rozinova drevesa, Povenia dulcis. Peci postane tak mesnat in sladek. Tole so
cercitili japonske lekacure, kar precej veliko drevo. Jeseni, ko se listje obarva in posuši, diši po karamelu. Tole imamo neke perzijske buke, parovci, ki se jeseni lepo obarvajo. Tole je Pteroceltis tatarinovii, podobno drevo kot kavkaške krilate oreške, samo precej manjše in tudi raste tako krilato. Tole je japonska zelkova serata, ogromno drevo, ne si tega saditi pred hišo. Jeseni se obarva v fenomenalne rdeče barve, tudi ljubje lepo. Potem pa ljubljenec dosti ljudi, tulipanovec, tudi ne priporočam za saditev pred hišo, če nimate velike parcele, ker je to tako drevo kot bukva v gozdu. Tako. Tole so ameriški ambrusi, se sadijo tudi jeseni velikokrat zaradi lepe škarlatno rdeče barve jesenskih listov. Tako, idemo še malo med iglavce. Tole so kitajske elke, sorodniki mamutovcev. Eno večje drevo raste v parku Marnberškega gradu v Radljah ob Dravi. Tudi v botaničnem vrtu je eno drevo, tak nekje na meji prezimnosti. Prenese -20, to so himalajske cedre, potem imamo atlaške cedre. Tale semena teh atlaških ceder sem nabral v parku Miramar, Maksimilijanovega gradu, blizu Trsta. To so poningamije. Tole imamo Pinus Jeffrey in Pinus ponderosa, rumeni oziroma in črni ameriški bor. Tole plavkasto so pinije. To so še zdaj juvenilne iglice, mladostne. Potem pa naredi takšne klasične iglice, kot jih ima naš rdeči bor. Tole so dolgo živi bori, letos jih malo preveč namakalo, upam, da mi bojo preživeli. Pinus aristata doseže starost 2200 let, poreklo Severna Amerika. To so bosanski bori, Pinus Heldraichi. Rastejo tudi v Italiji, pa tudi na Balkanu. In velja, mislim, da za najstarejše evropsko drevo. Tako, tole so kalifornijske kalocedre. To je ameriški kostanj. Njega kar hitro začne mantrati poleti. Tudi tele drene, malenkost letos malo mantra. To bo zdaj pričelo počasi avgusta z cvetenjem, navadni vstotnik, klerodendron, potem mediteranske ciprese, vedno zelene, tiste ozke, ki jih vidite na morju, Cypressus sempervirens. Tole so arizonske ciprese. Tole imamo nekaj kitajskih judežicov, pa nekaj afganistanskih. Tole so indijske lagristrimije, tole tudi cveti kar v loncu. Kitajske kutine, Pseudosidonia sinensis, potem tole imamo Syringa reticulata pekinensis, kitajski ali pekinški majnik. Karagane, tole je en oregonski javor. Tole so japonski javori. Potem mandžurski, burgerjevi, kačastoljubjasti, elegantni, pa sivi javori. Javori so tako kar zahtevni, za oddajanje v loncih nisem še jih najbolj skužil, kaj jim točno ne odgovarja, preveč zalivanje verjetno. Dobro.
Aha, tole imamo zelenjavno drevo, ali kitajski cedrovec, tuna sinensis. Poganki se jedo podobno kot šparglji. Pravo džunglo imam tu, ne? Tak. Zdaj še pa samo spode še nekaj pokažem. Tako je to, ja. Aha, letos sem tudi paradajze posadil v lonce. Eksperimentalno. Nekako pozno so začeli plodove delati proti vrhu. Tudi se najboljše obnese tale oranžni. Zdaj pa, da mi ne vojdejo previsoko, ne, sem videl v luštu tam, da jih dol spuščajo debla, ne, tako da sem jaz tudi začel dol izpuščati. Ne. Kar pogumno sem jih začel ukrivljati, noben ni počel zaenkrat. Tako. No, tule imam še pa dve asimini, ki so že kar precej visoke, ampak letos ni kaj dosti plodov gor. Gre za sajanca, ne, to pomeni, niso cepljene sadike, vzgojeno iz semena. Takrat morajo biti vsaj dve posajene, da boste se oprašila med sabo. Tako. To je ena jablana. Ne vem, fotor je rekel ledrača. Tule smo še, oziroma sem posadil ene čilije, ki so tako izredno simpatični. Tako, tule imamo še nekaj jelk, firot, ki čakajo, da bodo dobile svoje, kako bi rekel, stalno mesto. Gre za jelko Niko z Japonske. Tole so pa balzamaste jelke iz ZDA in Kanade. Tole so španske jelke. Tole je rabarbara, če kdo ne ve. Tako. Aha. Tule sem še mislil nekaj pokazati. No, to je puščavska vrba, Chilopsis linearis. Tole so zelkove. Tole je pa turški lešnik, edini predstavnik rodu Corylus, ki raste kot drevo. Raste tako hrast gozdu pri nas. Tole imamo nekaj rdečih javorov. Tole so še pa glogeci. To je to. To bi bilo za danes vse. Oziroma moram še pokazati sosedovo albicijo, kak cveti. Snemam.